Lep pozdrav vsem skupaj, medtem ko naši današnji poslušalci oziroma gledalci, ne vem, kako bi jih imenoval v tem virtualnem svetu, še vstopajo v to našo Zoom predavalnico. Naj vam zaželim dobrodošlico na novi ustavni debati Nove univerze. Danes se bomo pogovarjali o enem zelo perečem problemu, ki pa to ne bi smel biti, torej vprašanje vladavine prava v evropskem ustavnem prostoru. Dovolite mi, da najprej predstavim moje današnje sogovornike. Zares sem počaščen, da smem gostiti tako ugledne goste. Kot se spodobi, bom najprej začel z damami. Imamo danes žal samo eno damo, to je kolegica, izredna profesorica Veronika Fikfak. Ona je profesorica mednarodnega prava, človekovih pravic, doktorirala je na Oxfordu, predavala na Cambridgeu, zdaj pa deluje na univerzi v Kopenhavnu in se še posebej ukvarja z Evropskim sodiščem za človekove pravice, katerega delo je spremljala tudi pobliže. Zdaj, če že govorim o tem, kdo je spremljal delo Evropskega sodišča za človekove pravice pobliže oziroma najbliže, seveda ne morem mimo naslednjega današnjega govorca, to je profesor dr. Peter Jambrek. Njega pravzaprav ni treba predstavljati, prvi predsednik Slovenskega ustavnega sodišča, prvi član iz Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice, danes tu kot profesor ustavnega prava in predsednik Nove univerze. Tudi ostalih dveh gospodov profesorjev ni treba posebej predstavljati. Z nami je profesor dr. Dimitrij Rupel, profesor na naši univerzi, nekdanji rektor, nekdanji med drugim zunanji minister Republike Slovenije, večkratni, torej zelo kvalificirana oseba za ta današnji nastop. In last but certainly not least, zadnji pa nikakor ne najmanj pomembni, ravno nasprotno, je pa še profesor dr. Ernest Petrič, profesor mednarodnega prava, tudi naš profesor, nekdanji član ustavnega sodišča, predsednik ustavnega sodišča, ambasador, torej da ne naštevam naprej, ker bi potem potrošil ves čas, ki ga imam za današnje izvajanje. Ta današnja ustavna debata bo potekala tako, da bom jaz uvodoma dal nekaj iztočnic, potem pa bom besedo predal svojim sogovornikom. Vmes pa vas, drage poslušalke in poslušalci, gledalci in gledalke, prosim, da se odzivate z vašimi morebitnimi vprašanji in pripombami. Jaz si bom sproti izbiral in potem tudi dal v odgovor svojim sogovornikom. Torej, zakaj govoriti o vladavini prava v evropskem ustavnem prostoru? Najprej, kaj je sploh evropski ustavni prostor? Evropski ustavni prostor danes za namene te razprave razumemo nekako kot seštevek ustavnih prostorov držav, ustavnega prostora Evropske unije in ustavnega prostora Sveta Evrope. Gre za seštevek, ki je več kot vsota svojih sestavnih delov, kot bi lepo povedali Angleži, in ta seštevek, ki je več kot vsota svojih sestavnih delov, ki ga imamo ravno zato, da bi zagotavljal v evropskem ustavnem prostoru vladavino prava s čim manj problemov in težav, se v zadnjih letih sooča s precej akutnimi težavami na področju vladavine prava. To velja tako za Svet Evrope, o katerem bo več povedala kolegica Veronika, kjer imamo zadnje čase erozijo legitimnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, velike probleme tudi z nespoštovanjem njegovih odločb. Tudi Slovensko vrhovno sodišče, se boste spomnili, je nekoč leta 2018 reklo, da ne bo spoštovalo tistih odločb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih ne šteje za prepričljive. Torej, tu je en tak velik problem. Zanimivo pa je tudi, da je velik problem spet tam, kjer ga po definiciji ne bi smelo biti, namreč v Evropski uniji. Države članice Evropske unije so postale članice samo in šele tedaj, ko so izpolnile pogoje vladavine prava in demokracije, zapisane najprej v EKČP in potem še v Kopenhavenskih kriterijih, pa vendar že avstrijski primer iz začetka 2000 let, bolgarski in romunski primer, ko sta še vedno, kljub temu, da sta polnopravni članici Evropske unije, del verifikacijskega mehanizma, in od leta 2010 problem
zlasti Madžarske in Poljske, kjer se je zgodila popolna demontaža sistema zavor in ravnovesij, kažete na to, da so pred Evropsko unijo veliki izzivi tudi na področju vladavine prava in demokracije. Te izzivi z področja vladavine prava in demokracije pa jasno ne postanejo akutni, dokler se ne dotaknejo denarja. In denarja verjetno v Evropski uniji nikoli še ni bilo na voljo več, kot ga bo sedaj, na podlagi nove večletne finančne perspektive in še posebnega COVID svežnja. In zato so želele države članice Evropske unije, zlasti tiste bolj šparovne, kot bi se reklo, poskrbeti, da se bo ta denar iz evropskega proračuna tudi zakonito porabljal. In v ta namen so predlagale v sprejem uredbo za zaščito proračunskih sredstev s pogojevanjem, spoštovanjem vladavine prava. Ta uredba, veste, ta predlog uredbe je pa pripeljal do enih večjih političnih kriz v zadnjem času v Evropski uniji. Namreč tako Madžarska kot Poljska sta tej uredbi nasprotovali in napovedali, da bosta blokirali proračun, kakor tudi COVID shemo, kar bi jasno Evropsko unijo lahko potisnilo v veliko ekonomsko krizo. V iskanje rešitve ali pa kompromisa na tem področju se je vpletel tudi slovenski premier. To je v Sloveniji povzročilo velik vihar v kozarcu vode. In danes smo zato tu, da po strokovni plati ocenimo, kaj je zdaj s to vladavino prava v evropskem ustavnem prostoru, kaj se z njo dogaja in kaj storiti, da bi se zadeve lahko izboljšale res na bolje. Torej, kot že rečeno, najprej besedo predajam profesorici Veroniki Fikfak, ki bo na to vprašanje pogledala z področja tistega področja, s katerim se trenutno najbolj poglobljeno ukvarja, to je Svet Evrope in delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice. Prosim, Veronika. Super, najlepša hvala, Matej, za ta uvod. Se pravi, jaz bi kar govorila o Evropskem sodišču za človekove pravice, kot si rekel. Se pravi, navadno, ko govorimo o vladavini prava, se v glavnem, bi rekla, v medijih govori o poljski in madžarski, resnica pa je taka, da je že nekaj časa in živijo nevarne čase tudi, kar se tiče Evropskega sodišča za človekove pravice, in se postavlja vprašanje samim sodnikom na sodišču, kako naj pristopijo v vprašanju reševanja teh problemov, s katerimi se srečujejo, pa ne samo od strani Madžarske in Poljske, ampak tudi drugih držav. In največje vprašanje je v bistvu, kako spisati odločitve, da bodo te spoštovane, oziroma kako spisati odločitve, da bodo implementirane. In na ta način se sodišče res sooča z vprašanjem, kako na nek način ohraniti svojo avtoriteto in legitimnost v evropskem pravnem redu. No, in jaz bi rada dala v bistvu na začetku kot primer odločitev, ki jo je Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice sprejel 1. decembra letos, se pravi, govorimo 10 dni nazaj, v katerem je izdal sodbo proti Islandiji. Se pravi, sodba se je tikala 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki se tiče prav pravice do pravičnega sojenja oziroma pravice do sojenja strani neodvisnega sodišča. In tukaj gre za en primer, ker je Islandija, se pravi, kršila Evropsko konvencijo na ta način, da so se politični organi v bistvu vključili oziroma vtaknili v imenovanje sodnikov na neko novo sodišče, ki se ga v islandskem pravnem redu, ki se ga je kreiralo. In ko je strokovni svet predlagal 15 ljudi, je v bistvu so politični organi takrat odstranili 3 od teh ljudi in so imenovali svoje kandidate. Zdaj, sama vsebina tega primera ni pomembna. Kar je pomembno, je sledeče, da v bistvu gre za prvo odločitev od takih velikih odločitev, ki bodo še prišle, ki je bila izrečena na področju vladavine prava. In kar je zanimivo v tej odločitvi, je v bistvu, da Evropsko sodišče za človekove pravice se odloči, preden se pravi, razreši katerokoli od primerov proti Madžarski ali Poljski, se odloči, da bo prvi velik primer, in to odločitev Velikega senata, da bo izrečena proti Islandiji. Druga točka je, da se odloči, da bo ta odločitev sprejena popolnoma soglasno, se pravi, brez nobenih ločenih mnenj. In mene v bistvu, kar zanima danes v teh 5 minutah, je, zakaj je v bistvu pride do te strateške odločitve strani Evropskega sodišča za človekove pravice.
Se pravi, prvo točko, ki bi jo rekla, je naslednje. Evropsko sodišče v evropskem pravnem redu je recimo že v zadnjem desetletju tako strani akademikov, kot strani ljudi, ki delujejo v samem, se pravi, Strasbourgu, kritizirano v smislu, da se obnaša diskriminatorno ali pa vsaj, da je nenaklonjeno vzhodnim državam. Se pravi, velike statistične študije so pokazale, da je dosti večja verjetnost, da bo država, ki krši konvencijo, da bo šlo za vzhodno državo in ne za zahodno državo. In v tem kontekstu, recimo, se sodišče kritizira, da da dosti večjo to margin of appreciation, se pravi to diskrecijo zahodnim državam, namesto da bi dalo in ne vzhodnim državam. In se pravi, problem, ki se postavlja v kontekstu reševanja vprašanj, ki se tičejo vladavine prava, je ta, da v bistvu kako naj sodišče odloči v teh primerih na način, da bojo njegove odločitve prepričljive, predvsem pa, da ne bojo odločitve izgledale, kakor da so namenjene samo vzhodnim državam. In jaz mislim, da je odločitev tega, da se sodišče, prvo odločitev, ki jo naredi, je proti Islandiji, da gre v bistvu za strateško odločitev, ki kaže na to, da do kršitev vladavine prava ne prihaja samo v vzhodni Evropi, ampak prihaja tudi na zahodu. In jaz mislim, da to želi s tem potrditi. Jaz bi tukaj posebej opozorila tudi, da seveda ni tukaj samo Islandija, ampak iz konteksta, iz katerega jaz prihajam, Velike Britanije, recimo se je zdaj ustanovilo komisijo v ustavnem redu, ki bo razpravljala o tem, kako razveljaviti ustavni zakon o človekovih pravicah, ki jo do sedaj omogočal angleškim sodnikom, da bi implementirala konvencijo v angleškem pravu in tega sedaj ne bodo več mogla oziroma se jim bo zdaj to zakonom preprečilo. Se pravi, odločitev Evropskega sodišča, da gre z Islandijo, res temelji na temu, da ni to sodišče samo za vzhod, ampak je tudi sodišče za zahod. Druga točka, ki jo želim povedati, je, da odločitev, se pravi, da se odloči proti Islandiji, tudi temelji na v bistvu zelo kompleksnem problemu implementacije. Se pravi, 50% vseh odločitev Evropskega sodišča ostaja neimplementiranih. Sodišče ves čas dobiva, bom rekla, grožnje strani Turčije, strani Rusije, strani Ukrajine, da se njegove odločitve ne bojo upoštevale, da se v budžet, proračun sodišča ne bo plačevalo denarja. Se pravi, da je institucija sama v smislu obstoja, dolgoročnega obstoja, ves čas v nekem strahu, a bo veljala ali ne in ali bojo njene odločitve implementirale ali ne. Ko odloči proti neki skandinavski državi, je ta implementacija dosti več verjetna in prihaja do tega, da v bistvu ta odločitev skreira precedens, katerega bojo potem upoštevali v naslednjih odločitvah proti vzhodnim državam in bo tako pritisk, da morajo tudi Madžarska in Poljska in druge države upoštevati to odločitev toliko velik. In zdaj, tretja točka, ki bi jo rada rekla, je pa vprašanje soglasnosti. Jaz mislim, da ni naključno, da prihaja do soglasne odločitve Velikega senata in da posebej po odločitvi v Baka, kjer smo imeli češkega sodnika, ki je podal zelo močno ločeno mnenje, tukaj Pejčal, se pravi češki sodnik, se pridruži celemu Velikemu senatu in ne poda ločenega mnenja. To je zelo pomembno. Se pravi, recimo, ko se je zgodil Brexit in ko je prišlo do kar velike tožb pred angleškim sodiščem, so se sodniki, in o tem so potem zelo odprto govorili, so se sodniki strinjali, da morajo podati soglasne odločitve, ker mora priti, posebej, ko pride do kleša, do konflikta med neko politično inštitucijo in pravno institucijo, da mora priti do zavarovanja same institucije in avtoritete in pozicije sodišča. In v tem smislu mislim, da Evropsko sodišče ravna podobno. In zdaj, če grem še en korak naprej, na dan, ko pride do te odločitve, se pravi 1. decembra, je bila tudi razprava na samem sodišču EU-ja o vprašanju Madžarske in o vprašanju sodnikov in pravnega reda tam. V trenutku, ko je sodba izdana, se postopek razprava pred sodiščem ustavi in eden od sodnikov reče, ta sodba je ravnokar bila izdana, ta sodba bo tudi za nas pomembna. Kaj to pomeni? Da v bistvu, če smo do zdaj gledali na različne elemente evropskega sistema kot fragmentirane oziroma kot to, da delujejo vsak posebej, kar se zdaj vedno bolj dogaja, ker prihaja do teh napadov na sodnike, na pravni red,
na pravne inštitucije, je, da se tudi sodniki začenjajo zavedati, da morajo, ne glede na to, v katerem pravnem redu so, ali EU ali SČP, da morajo skupaj ravnati in da se morajo povezovati. Tako da jaz sem tukaj ustavila. Hvala lepa, Veronika, izjemno zanimivo izvajanje. Priznam, da te sodbe zoper Islandije nisem poznal, tako da sem se tudi sam iz tega nekaj naučil. Je pa očitno ta sodba izjemno strateško zasnovana, tudi res v luči dejstva, ker velika večina primerov, ki prihajajo iz Madžarske in Poljske na Evropskem sodišču za človekove pravice, z izjemo odmevnega primera Baka, tam še niso dobile epiloga. Tako da so pred nami še zelo zanimivi časi. Profesor Jambrek, kaj bi vi povedali o tem, kar smo slišali, ali pa morda bolj že o tem, kako naj Evropska unija se loti težav v zvezi z vladavino prava in iskanja kompromisa glede proračuna? Rektor, hvala lepa za besedo. Poskušal bom nekoliko improvizirati v luči aktualnega obiska našega predsednika vlade na zasedanju Evropskega sveta, kjer predstavlja pravzaprav dve državi, po novem tudi Hrvaško, kjer je premier zaradi COVID-19 odsoten in je pooblastil slovenskega premiera, da zastopa tudi Hrvaško v Evropski uniji. Zdaj ta Evropski svet, kot ste že povedali, pravzaprav ni parlamentarno telo, ampak je najvišje posvetovalno telo, ki mora skoraj glede na časovno stisko neko rešitev iz situacije, ki je nastala z soglasnim sprejemom predloga tega proračunskega zajetnega svežnja za premagovanje ekonomske krize po zdravstveni krizi, katerega sestavni del je tudi uredba o pogojevanju te finančne pomoči z vladavino prava. To je izjemno težka ekonomsko, finančna in politična situacija, znotraj katerega se te dni nahajamo. Zdi se mi, da drugega skoraj Evropski uniji ne preostane danes in jutri, kot da doseže nek kompromis. Jaz sem prepričan, da bo do kompromisa prišlo, da povedal pravzaprav neko svoje videnje situacije, v katerem se išče kompromis, in videnje, ki bi rekel, da je nekoliko bolj sistemsko. Prvič se mi zdi, da je to pogojevanje finančne pomoči z vladavino prava in to v času najhujše zdravstvene krize zadnjih ne vem koliko desetletij nenavadno in jaz bi rekel celo nehigienično. Nekomu, ki je bolan, groziti s tem, da mu boš dal denar za ozdravljanje, če bo ravnal tako ali tako, kakor želi tisti, ki mu je pripravljen pomagati v tej zdravstveni krizi, se mi zdi, da je nekoliko nepošteno, da ne rečem nehigienično, tudi na nivoju mednarodno pravnih razmerij. Jaz se strinjam s tem in zlasti z analizo dr. Raubla, da je problem implementacije načela vladavine prava med vsemi 27 članicami Evropske unije, ampak gre mora tudi z gospo dr. Fikfakovo, ki je govorila o margin of appreciation, ki naj velja v vsem tem prostoru še širše, ne samo na prostoru Evropske unije. Namreč, ta uredba, ki pogojuje finančno pomoč z doseganjem kriterijev Evropske pravne države, sproža izjemno težka, izjemno zanimiva in pomembna ustavno-pravna vprašanja Evropskega ustavnega prava. V nov sistemski položaj postavlja recimo Evropsko sodišče pravice, ki naj bi postalo, čeprav razumem, tudi neke vrste ustavno sodišče, ki odloča o ustavnosti splošnih aktov Evropske unije in ne razsoja samo o konkretnih kejsih sporov med dvema posameznikoma. Je že res, dr. Raubl je tudi omenil, da
to tako vrsto pristojnosti ima na osnovi precedenčnega prava že Evropsko sodišče, vendar tako izrazito artikuliranega tega statusa zdaj še ni imelo. Recimo se postavlja vprašanje tudi začasne odredbe, ki naj bi omogočila neko varnost, nek varnostni ventil za državo, ki je obtožena. Vendar vemo, da sodišča nasplošno, mednarodna in domača, izjemno restriktivno uporabljajo začasne odredbe in zanašati se na to, da bo država, ki je žrtev neke obtožbe, tu dosegla nek odlog pri prijemanju finančnih sredstev. Se mi zdi, da je pravzaprav neka dosti poceni cenena politična obljuba, ki je pravno zelo težko realizirana lahko. Tudi se mi zdi, in to je ključna moja zamera sedanjemu načinu razpravljanja o vladavini prava, da sama vladavina prava ni dovolj natančno, rigorozno definirana. Rule of law, vemo, da pomeni vladavino sodišč, Rechtsstaat pa neko splošnejšo zakonitost in ustavnost, hierarhično razumljeno, vendar pa pravzaprav je stvar konkretnih ustavnih pravic, ki se jih subsumira pod načelo vladavine prava in o vsaki od takih pravic, ko država posega v individualne človekove pravice, je treba posebej razsojati pred sodiščem. In tu spet navezujem na kolegico Fikfakovo. Iz mojega časa sodnikovanja v Štrasburu nismo govorili toliko o strateških odločitvah. Govorili smo o problemu, ki jih ima sodišče, kadar naleti na sistemske, strukturne, hude in množične kršitve človekovih pravic, take, kot so se dogajale v Italiji, kjer so sodni postopki trajali tudi po 17 let in dlje, kot so prihajali iz jugovzhodne Turčije, kjer je bila neka endemična, kriminalno-mafijska združba postavljena nasproti tajni policiji turške države, kot je bil Ciper, na primer, kjer je po turški zasedbi so nastale tisoči in tisoči sodba, ki so prihajale na Evropsko sodišče. Skratka, sodišče v Štrasburu, saj v času mojega mandata, je štelo, da ni usposobljeno in da ni v njegovi naravi, da bi razsojalo o množičnih sistemskih strukturnih kršitvah, kakršne se pa sedaj pripisujejo v razsojanje Evropskemu sodišču pravice. To se mi zdi težek problem. Tako da jaz, če bi lahko karkoli svetoval, pa seveda imamo samo današnjo uro razprave na razpolago, bi rekel, da bi bilo pošteno iz stališča vodstva in članic Evropske unije, da bi lotili problem realizacije finančne sheme za pomoč vsem državam enako in brezpogojno za izhod iz te zdravstveno-ekonomske krize, da pa se hkrati takoj lotijo na vseh ravneh teh zapletenih pravnih vprašanj, ki jih sproža sedanja uredba o pogojevanju finančne pomoči za vladavino prava, s poudarkom, ki je bil že rečen, da pa je margin of appreciation velja tako na vzhodu kot zahodu, na jugu in severu enake, grešnice so tudi, se najdejo na območju anglosaškega in skandinavskega območja. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Jambrek, tudi za to vašo zanimivo izjavo. Prav gotovo boste sprožili kakšno vprašanje tudi strani naše publike. Jasno, težava zadeve postanejo še bolj zapletene, ko sam koncept vladavine prava, za katerega opozarjate, da ni najbolj determiniran, čeprav teorija prava ga je kar nekako napolnila. Problem seveda nastane, ko vladavina prava postane tudi instrument političnega boja. In vi, profesor Rupel, ste tu v svojih kolumnah, pa tudi v siceršnjem javnem nastopanju večkrat že upozorili tudi na te probleme, dvojne standarde. Nakazali ste tudi na nek očitek Evropski uniji, da morda se zdaj ukvarja z
problemi na Madžarskem in Poljskem, ni pa videla samega problema akutnega, ko se je ta dogajal v Republiki Sloveniji. Kako torej vi, ne sicer kot pravnik, ampak kot sociolog, diplomat, gledate na te zadeve, o katerih zdaj govorimo? Hvala lepa, rektor, za besedo. Zelo zanimiva razprava. Jaz bom morda nekoliko drugače govoril, ker sem razumel, kot da pričakujete, da bom nekaj govoril o volitvah oziroma o demokraciji, sociološkega vidika seveda. Izhajam pa seveda iz tistega incidenta oziroma primera, ki je sprožil to celo našo debato, namreč pismo predsednika vlade kolegom v Evropski uniji. On je v bistvu, glavno sporočilo tega pisma je, obsojate Madžarsko in Poljsko, niste pa ničesar rekli, ko so pri nas v Sloveniji leta 2014 ukradli volitve. Jaz sem šel gledati precej literature o tej zadevi, mislim, o volitvah in o demokraciji, in pa vse ukradene volitve skoraj da ne pojavljajo v teh bolj teoretičnih ali pa načelnih razpravah, pač pa je pogosto govor o poštenih volitvah. Govorimo o svobodnih in poštenih volitvah. In to je zdaj tisti, bom rekel, najširši koncept, ki nas zavezuje, in se mi zdi, da se da prevesti to, kar je predsednik vlade hotel reči, ravno v problem oziroma v primer tako zvanih poštenih ali pa nepoštenih volitev. Drugo vprašanje je vprašanje demokracije. Kaj je zdaj demokracija pomeni, kaj so sestavni deli oziroma kaj so pogoji demokratičnega sistema, demokracije danes. Recimo, kaj se ni dolgo tega, v 80-ih letih je znameniti politolog Liphart izdal neko knjigo o demokracijah, v kateri je naštel, se mi zdi, vsega skupaj 21 demokracij, no medtem so bile že nove izdaje te knjige in zdaj jih je teh demokracij na svetu že 36, kar se tiče Lipharta. Sem pa šel gledati tudi klasika političnih znanosti oziroma tistih, ki razpravljajo o demokraciji. To je Robert Dahl. Robert Dahl govori o demokraciji kot neki umestni stopnji v razvoju tega problema. On govori o poliarhiji. Pri njem poliarhija pomeni, se pravi mnogo, kaj bi rekel, mnogo vladje, to je, kaj rečem, nasprotje monarhije. In ko govori o mnogo vladju, seveda postavlja 7 pogojev oziroma 7 kriterijev, 7 elementov, ki so nujno potrebni za to, da bi govorili o poliarhiji. No, jaz sem zdaj poskušal problem, ki ga je sprožil predsednik vlade v Evropski uniji, na nek način konfrontirati s tema dvema pojmoma poštene volitve oziroma nepoštene volitve in poliarhija. Preprosto vprašanje je, ali je mogoče, pustimo zdaj take oznake, kot so ukradene volitve in tako naprej, ali je mogoče, da nimo volitve leta 2014, se preveč zgodovino ukvarjam, 2014, ali jih je mogoče razglasiti za nepoštene. Na nek način so bile te volitve problem zaradi tega, ker je bil neposredno pred začetkom teh volitev odpeljan v zapor šef opozicije in seveda temu šefu opozicije ni mogoče zameriti, da je te volitve tako označil in v resnici seveda temu našemu sistemu je mogoče marsikaj očitati. Temu sistemu je mogoče očitati tudi tiste volitve leta 1990 v zbor Združenega dela. Tiste volitve, kar se tiče zbora Združenega dela, niso bile poštene. Mogoče je
mogoče govoriti o teh volitvah 2014, ker se pa tiče evropskega konteksta, pa mogoče govoriti, seveda, zdaj pa govorimo o demokraciji, in mogoče govoriti o tem, kako denimo Španija ravna v primeru Katalonije. V zapor so postavili tam praktično vse, ki so se kakorkoli ukvarjali s katalonsko politiko. Pustimo to zdaj. To je na nek način vladavina prava. Ti sodniki, ki so obsodili te katalonske politike na dolge zaporne kazni, so se ravnali v skladu z zakoni. Podobno kot se je nekoč nacistična Nemčija pač ravnala po zakonodaji sprejeti v 30 letih in tako naprej in tako naprej. To seveda so zdaj vprašanja, ki niso samo pravna vprašanja. To so dejansko, bom rekel, socialna, sociološka, torej politična vprašanja. Zdaj, če mi dovolite, bom poskušal biti čim krajši, na očitke, da Slovenija po 13. marcu ne spoštuje vladavine prava. To so tudi neki očitki, ne. Spomnite se, kakšne polemike smo brali v teh zadnjih mesecih v zvezi s predsednikom vlade in tako naprej. Jaz bi rad opozoril na to, da Robert Dahl pravi, da poliarhija ne more biti uspešna oziroma ne more obstajati, če so v konfliktu interesi oziroma pozicije oziroma koncepti oziroma torej politike, med katerimi ne more priti do pogajanj. On kot ključno, bi rekel, vrednoto poliarhije predpostavlja to, da se recimo nasprotne stranke, da so se sposobne pogajati. Vi se spomnite, da so pri nas, ko je nastajala vlada 2018, je bil govor o tem, samo z Janšo pa ne. En pogoj za demokratičen sistem, recimo, kot ga predpisuje denimo ta teorija Roberta Dahla, ta pogoj ni izpolnjen. Drugi pogoj, o katerem Dahl zelo jasno govori, je vprašanje medijev oziroma vprašanje dostopa do alternativnih informacij, kot on to pravi. Demokratični sistem mora državljanom zagotavljati dostop do alternativnih informacij. To pomeni, da mora biti na enakopraven in uravnovešen način predstavljene in razumljene vse politične izbire. On celo pravi, da morajo ljudje razumeti pomen teh razlik oziroma različnih izbir. On govori o enlightened understanding, neko razsvetljeno razumevanje. Urejanje tega problema je v modernih demokracijah prispevalo seveda k najrazličnejšim zanimivostim, približevanju volilnih rezultatov, vladajoče koalicije in opozicije in tako naprej. Ampak če ne grem zdaj naprej po tej, bi rekel, deskriptivni poti, bi rekel seveda, da je za demokracijo po teoriji ključno vprašanje, poleg zmožnosti pogajanj med nasprotnimi stranmi, da je tudi vprašanje medijev oziroma alternativnih informacij. Nekatere države, kot recimo Italija, imajo te stvari uzakonjene, recimo, kar se tiče dostopa do televizijskih programov, imajo zakon, ki se mu reče par condicio, kar je v slovenščini enaki pogoj, enakopraven dostop. Hvala. Hvala lepa, profesor Rupel. No, zdaj smo si pogledali 3 slike iz evropske zbirke vladavine prava ali pa ne vladavine prava in probleme z demokracijo. Veronika je opozorila na aspekte Evropskega sodišča za človekove pravice. Profesor Jambrek se je dotaknil konkretnih pravnih političnih vprašanj v zvezi z finančno perspektivo, pogojevanjem le-te z spoštovanjem vladavine prava. Profesor Rupel je šel na vprašanje demokracije in tistih socioloških pogojev, ki morajo biti pravzaprav vzpostavljeni v državi članici, v državi, da bi sploh lahko govorili o resnični demokraciji. Nazadnje imamo pa profesorja Petriča, ki mu bom vrgel tole kost.
za glodanje. Profesor Petrič, vi ste izjemno izkušen mož z področja mednarodnega prava. Kaj menite, ali sploh lahko naredi mednarodno pravo ali pa evropsko pravo? Torej na vsak način pravo, ki je izven konteksta države. Ali ima to pravo sploh kakšno moč, da popravi državo, v kateri, ki jo je prizadela velika regresija na področju vladavine prava in demokracije? A obstajajo kakšni mehanizmi, ki bi bili dejansko lahko učinkoviti, ali pa je po drugi strani vprašanje demokracije in vladavine prava pač domača naloga tistih, ki v teh državah živimo? Kaj menite? Hvala lepa, profesor Avbelj. Velik izziv ste postavili pred me. V dveh stavkih bom skušal na to reagirati, potem bom pa skozi ves ta svoj prispevek v bistvu reagiral na to. Glejte, mednarodno pravo, seveda, razni mednarodni inštrumenti so tu, mednarodne pogodbe, konvencija o človekovih pravicah, Evropsko sodišče v Strasbourgu, sodišče Evropske unije v Luksemburgu in tako naprej. Vse to na nek način temelji na mednarodnem pravu, na drugi strani je seveda suverenost držav, ki je danes vedno bolj omejena, ampak tu je neka igra stalna, ko se pravzaprav nekaj dogaja in je to mednarodno pravo vendarle nek inštrument, bi rekel, zagotavljanja pravne varnosti, pa tudi napredka. Ampak, če mogoče nadaljujem, bom rekel tole. Vladavina prava, kakorkoli jo že razumemo in se ne bomo, približno vemo, o čem govorimo, se ne bomo zdaj prerekali o tem, rule of law, rechtsstaat in tako naprej. To je izredno pomembna stvar, s katero se ne velja igrati. Izjemno pomembna stvar. Danes se ljudje strinjajo o tem, tudi resni misleci, da pravzaprav je vladavina prava pogoj za ustvarjalnost, je pravzaprav pogoj za to, da dobi svoj prostor človekova duhovna ustvarjalnost, varnost, prostor za pravičnost. Brez vladavine prava, nasprotje tega je samovolja, zloraba zakonov, svoboda, zagotovljena svoboda ustvarjalnosti, kar jo zagotavlja vladavina prava, je pa pravzaprav tisti temelj, na katerega je Evropa doživela svoj velik zgodovinski razcvet, tisto, čemu rečemo zahodna civilizacija. In zdaj, kot prvo misel rečem, da ne bo nesporazuma, znotraj Evropske unije, tako rekoč v vseh državah, tudi na Madžarskem, tudi na Poljskem, se zavzemajo za vladavino prava. Pravijo vsaj tako. Ampak seveda so pa nekatera različna razumevanja. In v tem detajlu, pravzaprav, v tem grmu tiči zajec, te razlike v razumevanju pa so pomembne zlasti, ko govorimo o vladavini prava, ki sem rekel, je zagotovila Evropi, človeški civilizaciji, največ prostora za ustvarjalnost, največ svobode in tako naprej. Ta vladavina prava, ki je v Evropi nastajala skozi dolga obdobja, tam od začetkov Magna Carta Libertatum, pa da ne bom našteval, ker časa je malo, pa do danes, to seveda ni bilo prisotno v drugih delih sveta. Tja je prišlo tako rekoč, včasih na tragičen način, iz naših prostorov, iz našega duha, iz našega znanja, iz naše filozofije, iz zahodnega sveta. To je bil temeljen prispevek Evrope, če hočete, današnji fazi človeške civilizacije, ki temelji na tem. Zdaj pa, težave so, ampak moj zaključek iz tega je izjemna pozornost in izjemna pripravljenost obrambi vladavine prava je tako rekoč pogoj naše bodočnosti. To nikakor ne smemo zapraviti. V bodočem svetu stopajo močni dejavniki, morda močnejši od Evrope, če že ne danes, pa zanesljivo jutri. Ker pravzaprav vladavina prava ni nekaj, kar je nastajalo skozi dolga stoletja in kar je na nek način v genih tistih družb. Daleč od tega. Tam je prisotno podložništvo, centralna oblast, enozvočno razmišljanje in tako naprej. Zdaj pa, ko pogledamo na Evropo in na problem vladavine prava v Evropi,
imamo tudi tu neke pomembne ugotovitve. Prvič, to, kar imamo, je rezultat dolgoletnega dozorevanja. To ni nastalo skozi noč. Ni nastalo, tudi vas ta sistem, checks and balances. To so stvari, ki so zahtevale svoj čas. Ampak, ker je bila zgodovina različna in pravzaprav obseg svobode, s katero so ljudje razpolagali, tudi različen, so danes bistvene razlike v dojemanju vladavine prave. Med neko, recimo, Poljsko, mogoče Madžarsko, na drugi strani Dansko in tako naprej. Pričem naj posebej izpostavim to, da v nekaterih državah na Evropskem vzhodu, tako rekoč na vseh, in tudi v naši, še vedno imamo posledice tistega časa, ko vladavine prava, tako kot jo razumemo danes, ni bilo. Ne bo preveč, če rečem, celo ko sem jaz študiral pravo, pa mogoče tudi Peter Jambrek, smo se učili, da je enotnost oblasti in ne 3 neodvisne veje oblasti. Učili smo se, da je pravo sredstvo, ki ga uporablja vladajoči razred, da ohranja svojo oblast in tako naprej. Par generacij je šlo skozi to. In seveda je položaj in razumevanje danes na eni Danski, Švedski in tako naprej, pa na Poljskem, pa da ne govorim o Romuniji, Madžarski, Bolgariji in tako naprej, različen. In to je treba nekako v kontekstu tega, kar se zdaj dogaja, se mi zdi upoštevati. No in zdaj, če zaradi omejitve časa rečem, kako gledam na to, kar se zdaj dogaja, te zadnje dni, včeraj danes, o tem je sijajno govoril profesor Peter Jambrek, pa tudi profesor Rupel, pa tudi vi sami in gospa, vsi ste govorili o tem, kaj storiti. Osebno verjamem, da je zagotavljanje vladavine prava, tako kot je bilo nastajanje, ne nek prelom preko noči, ampak da to so neki dolgotrajni procesi, dozorevanja, razumevanja teh problemov in počasi uveljavljanja tega v glavah ljudi. Zato bi rekel, da je zelo važno, da gledamo na ta problem znotraj Evropske unije kot na splošen problem. Mislim, da ni dobro, da preveč izpostavljamo to državo, ono državo, tretjo državo. Profesor Rupel je prav povedal, ko je omenil Katalanijo pa Španijo. Niso problemi vladavine prava, ne samo v vzhodni Evropi in tudi ne samo na Madžarskem. Kakršnakoli selekcija in tako naprej z določenimi državami, po moje, ni pravi pristop. To je splošen problem, ki se kaže na različne načine, se pa treba z njim dolgoročno ukvarjati, ampak kot splošni problem. Tisto, zoper kar bi se sam zavzemal, je kakršnakoli politizacija teh problemov, tega problema. In pogojevanje potem določenih stvari, pritiski, s katerimi naj bi se določene stvari dosegle, o tem je govoril profesor Jambrek. Absolutno se s tem strinjam. V tem konkretnem stanju, pandemija, umiranje ljudi, ne vejo, kako reševati te probleme, pa ti pride nekdo, pa ti reče, če ne boš takole plesal, pa tega ne boš dobil. To, po mojem mnenju, ne vodi v dobro smer. To vodi v to smer, ki se je že nakazala z Brexitom. Namesto, da bi se ta naša unija krepila, se pravzaprav začenja soočati z raznimi exiti. Zato mislim, da je zelo važno, da se ta debata in to reševanje točno tako, kot se nakazuje v tem kompromisu, ki ste ga vi nakazoval, profesor Abel, čim prej preneše na raven sodišča, na raven sodnega odločanja. Da se jih vzame iz politike in gremo po sodnih poteh. To bo na vse zadnje tudi karkoli že bodo sodišča rekla, lažje sprejemljivo za tiste, ki jih bo to prizadevalo. Naslednje, kar bi rekel, dialog je potreben. Dialog, čim več dialoga. Problemi so resni. Vsi hočemo, težko bi jaz pripisal, ker vidim to tudi na domači sceni, pa hočemo ukrepati nekaj na naši meji, okrog migrantske krize, pa menda ogrožamo demokracijo, uvajamo diktaturo. Podobno bi rekel,
da je treba biti tudi pri tem, ko se kakšna sosedna država, pa ne bo Madžarska, pa Poljska ali kjerkoli druga, sooča z nekimi problemi, je malce drzno. Tako je to postaviti v kontekst ogrožanja demokracije. Treba je pogledati malce bolj od blizu in videti, kaj v nekih konkretnih razmerah, zakaj tam gre. Mislim, da je prav tudi to, v kar se je vključil tudi naš primer, treba iskati kompromis. Treba je iskati na previden način, z modrostjo, z dialogom, z neko naravnanostjo, da je to splošen problem, kako zagotoviti, ohraniti, obvarovati v evropskem prostoru, v naši civilizaciji, kot eno temeljnih vrednot, ki je pravzaprav bistvo naše civilizacije, vladavino prava. No in če bi, da ne bom predolg, zaključil, rekel bi, da me je strah. Kajti, če bomo šli po poti kazanja s prstom, če bomo šli po poti kakšnih prisilnih ukrepov v političnem smislu, preveč pogojevanj in tako naprej, bomo v nekem času, ki nam narekuje, da bi zgradili čim bolj enotno, čvrsto unijo, da bi jo ukrepili, da bomo šli po drugi poti, ki ne bo vodila v krepitev unije, ampak v njeno slabitev. Hvala za vaše opozorilo, takoj ga spoštujem, ker spoštujem v okviru vladavine prava tudi vašo oblast, gospod rektor. Hvala. Hvala lepa, profesor Petrič. Zdaj smo imeli 4 zanimiva izvajanja. Profesor Jambrek se je moral vmes žal posloviti, ker so ga preganjale druge obveznosti. Dovolite mi, imamo nekaj vprašanj, so zanimiva, ampak preden nekatera so večine bolj konkretnih, vezane tudi na teme, ki neposredno ne sodijo morda v našo razpravo. Pa ne bom vendarle, si bom jaz dovolil zastaviti prvo vprašanje, bom namenoma malce bolj provokativen. Tu iz današnjega panela, morda iz večine izvajanj, izhaja neka takšna diplomatska prizanesljivost, ki gre seveda pritrditi. Cilj evropske integracije prav gotovo je, da nekako krepimo enotnost, sploh v tem geostrateškem kontekstu, v katerem se nahajamo. In vse to, vse drži, tudi situacija zdravstvena, akutna, tu mora biti upoštevna, pa vendar vas sprašujem, tudi na podlagi slovenskih izkušenj, v katerih smo sami, ali je sprejemljivo, da se iz evropskega proračuna napajajo države članice Evropske unije, ki so se zavezale, da se bodo držale vladavine prava, zdaj pa ukinjajo univerze, ki jim niso po volji. Nam množično odpuščajo pod pretvezo predčasnega upokojevanja, množično odpuščajo na stotine in stotine sodnikov, samo zato, da bi v sistem lahko namontirali svoje sodnike. Ali je sprejemljivo, da si neka politična elita s pomočjo evropskih sredstev goji svoj lastni tajkunski imperij, s pomočjo katerega financira podsisteme in druge sisteme družbe, zlasti medijski prostor? Ali je to res nekaj, čemu lahko rečemo, da moramo biti prizanesljivi, na to gledati z dobršno mero dobre volje, diplomatske zadržanosti, zato da bomo obdržali skupaj našo enovito Evropsko unijo? Ali pa je to morda nekaj, kjer je vendarle enkrat treba potegniti neko črto in jo potegniti na objektiven način, tako da se bodo te zadeve grajale takšne, kakršne so, ne samo na Madžarskem, Poljskem, ampak tudi v Sloveniji in seveda v drugih državah. Kajti, če po mojem mnenju, če vladavino prava, če na področju vladavine prava, za katero je profesor Petrič izjemno utemeljeno opozoril, da je to edino jamstvo zoper arbitrarnost. Če na področju vladavine prava se naredimo preveč kompromisov, to pomeni, da prepuščamo vsak dan več in več prostora ravno za to arbitrarnost, ki bi jo želeli preprečiti. In po mojem mnenju je dolžnost nas, kot takih, ki vemo, kaj vladavina prava v najboljšem primeru besede naj bi pomenila in ki to ne nazadnje učimo tudi študente, da na to opozarjamo
vselej v primeru katerekoli oblasti, ker vsaka oblast, bodi si naša, vaša ali njihova, črna ali bela, kot vemo, se kvari in se bolj močnejše, ko je, bolj absolutno se kvari. Torej, ali v tem kontekstu, in če ne še v tem kontekstu, kdaj bomo prišli do tiste točke v Evropski uniji, ko bomo lahko rekli, to pa so neke meje, zoper katere ne smemo, da ne bomo preveč krščanski, rekoč, tisti, ki je brez greha, ne prvi vrže kamen. Kdaj pa bo nastopila tista točka, ko bomo lahko pokazali s prstom na določene akterje, rekoč, tole je narobe, ostale stvari, vprašanje dobrega, to vprašanje si lahko začnemo zastavljati šele potem, ko bomo vsi skupaj zagotovili tisto, za kar smo se dogovorili, da je prav. Kaj menite? Na kratko, potem bom pa še odprl tole razpravo za še nekaj vprašanj našega poslušalstva. Kolega rektor, smem jaz nekaj reči o tem vašem vprašanju? Prosim. Glejte, jaz mislim, da seveda, če se spomnite problema oziroma postopkov denacifikacije po drugi svetovni vojni v nacistični Nemčiji, ali je metanje iz službe oziroma odstavitve sodnikov v tistem času, ali so to prekrški vladavine prava? Ali je, kaj svem, na nek način kritika pravosodja, kot jaz spremljam na Madžarskem ali pa morda tudi na Poljskem, ali je ta politika kakorkoli povezana z finančno pomočjo za reševanje epidemije COVID-19 in tako naprej. Jaz mislim, da so to različne stvari, da so sredstva za reševanje epidemije COVID-a in tako naprej ena stvar, medtem ko vprašanje vladavine prava je pa druga stvar. In jaz mislim, da tega dvojega ni mogoče med seboj pogojevati. Lahko pa so recimo odstavljeni sodniki tudi takšni, ki so kršili, bi rekel, pravila, merila vladavine prava. Ali je zdaj potrebno, ali je mogoče z nekimi finančnimi ukrepi na nek način disciplinirati tiste, ki se ukvarjajo z urejanjem vprašanja pravosodja, recimo na Madžarskem, ali je mogoče zdaj s tem kaznovati tiste, ki to poskušajo početi. Da na Madžarskem nekaj takega poskušajo početi, seveda jaz vem, lahko da so seveda postopki tudi nekoliko problematični. Predvsem mislim, da ne bi si smela Madžarska dovoliti preganjanja privatnih univerz. Glede tega se pa strinjam. Hvala lepa. Veronika? Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Jaz bi rekla, da moramo ločiti, se pravi, kdo o teh vprašanjih odloča. Se pravi, je to odločitev, ko prihaja do kršitve vladavine prava, je to odločitev za sodišče, ali odločitev za svet, ali odločitev za parlament. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Če govorimo o vladavini prava, to mora biti odločitev sodišča. Prva točka. Druga točka, kakšne ukrepe se ima proti državi. Se pravi, znotraj samega Evropskega sodišča za človekove pravice nekih ukrepov, ki bi se jih lahko proti državi sprejelo, ni. Znotraj Evropske unije ti ukrepi obstajajo, se pravi, se lahko državo kaznuje. Jaz mislim, da je to že veliko. Ne? Jaz mislim, da problem, ki se trenutno kaže, je to, da zgleda, in popolnoma se strinjam s profesorjem Petrišem, ki je govoril o tem, da se vladavino prava v različnih delih Evrope drugače razume. In jaz mislim, da znotraj Evropske unije zdaj, glede na to, kdo so, bom rekla, države, ki predlagajo te sankcije ali te pogoje, da so Danska, Belgija, se pravi zelo zahodne države, ki pri tem vztrajajo. To ni neko soglasje, ne? Ampak prihaja do zelo specifičnih držav, ki pri tem vztrajajo. In potem tretjo točko, ki moramo razmisliti kot dolgoročno, je, kakšne so posledice tega, da razmišljamo o izključevanju neke države. Se pravi, če Madžarska in Poljska pogojev ne izpolnita, kakšne bi bile sankcije, da se jih izključi iz Evropske unije? Kdo iz tega, se pravi, kaj so posledice tega? A je to dobro za Unijo, a je dobro za evropski prostor, ali ni dobro za prostor? In to vprašanje postavljam, ker se o enakih vprašanjih sprašuje Svet Evrope in Evropsko sodišče za človekove pravice. A se izključi Turčijo, a se izključi Rusijo? Se pravi, kakšne so posledice, ko imaš nekoga zunaj zveze, a se sploh kaj na ta način profitira ali ne?
ali je boljše imeti nekoga znotraj, pa se znotraj poskuša mentaliteto spremeniti. In to tudi na način, in spet se s profesorjem Petričem popolnoma razumem, preko dialoga, preko tega, da se uči, da se razlaga, tudi bom rekla, na način, da se uporablja koncepte, ki so ljudem bliže v določenem kontekstu ali določenem kulturnem kontekstu. Hvala lepa. Veronika, res je, to je del liberalne doktrine mednarodnega prava, da je bolje imeti tudi ta poredne zraven, kakor zunaj, ker če so noter, lahko z njimi saj nekaj počneš zunaj, so prepuščeni sami sebi in postanejo še bolj poredni. Problem pa je seveda, če ti sami ne pristajajo več na tisto paradigmo, za katero smo se dogovorili, potem je težko voditi dialog, ker potujemo kot dve ladji, po noči druga mimo druge. Profesor Petrič, morda še vaš odziv na moj provokativni izziv. Vaš izziv je bil, kako ne rečem, pričakovan in umesten. Jaz ga zelo benevolentno sprejemam in kot vedno cenim vaše zelo, kako bi rekel, nepristransko gledanje na dogajanja pri nas v svetu. In tukajšnje posebne disonance med nami na vse zadnje niti ni. Disonanca je bila mogoče bolj v taktiki, kot pa v cilju. Jaz sem na začetku govoril, tisto skoraj da najpomembnejše, kar imamo, in tisto skoraj da najpomembnejše, kar je Evropa dala človeštvu. Tudi drugi so dali lepe umetnine in tako naprej. Ampak vladavino prava, tisto, kar je naredilo prostor za človekovo svobodno ustvarjalnost. Zato, da danes v Evropi še vedno najbolje živimo. Pa ne mislim samo na materialne dobrine. Mislim na prostor svobode, možnost ustvarjanja, socialno varnost, tudi socialno varnost. Ni delov sveta, ki bi bili boljši od teh in še mnogih drugih pogledih kot Evropa. In trdim, upam, da se ne motim, da je to pravzaprav rezultat tistega, kar se je začelo davno nekoč, pa tistih velikih mislecev, ki so nazadnje peljali ta kontinent. Iz tega kontinenta se je pa to razširilo tudi ponekod drugod po svetu, vladavino prava, ki zagotavlja red, preprečuje arbitrarnost, ne omejuje, sprošča človekovo ustvarjalnost in tako naprej. To je treba čuvati. Tu se strinjava, absolutno se strinjava. Vse storiti treba za to. Ampak nekako nisem čisto prepričan, da je prehitro, in ko sem spremljal te stvari tudi v Evropskem parlamentu, preveč zlahka sem poslušal nekatere parlamentarce in parlamentarke, takole v trdih, poenostavljenih trditvah o Madžarski in tako naprej. Pazite, kolega, Madžari so tolikokrat v zgodovini stopili v bran, kaj ne rečem, svobode. Tudi leta 1956. Poljaki, kakšna je njihova zgodovina v primerjavi z zgodovino nekega drugega evropskega naroda? Delili so jih, delitve, prva, druga, tretja, četrta. Stalin pa Hitler sta na veselo razdelila si to Poljsko. Bili so tako rekoč obsojeni, da bodo zbrisani iz sveta še bolj kot mi mali Slovenci. Ta Poljska, kar naprej so nekaj rogovarjali proti sovjetske oblasti in tako naprej. To so na nek način, bi človek rekel, ponosni ljudje, ponosni narodi, ki so v svoji zgodovini večkrat znali stopiti v obrambo svoje identitete, svoje državnosti in tako naprej. Treba je biti malce bolj zadržan, malce bolj previden. Malo več dialoga, malo manj finger pointing, samo tu se midva mogoče razlikujeva. Ker verjamem, na začetku svojega izvajanja sem rekel, vsi se zaklinjajo k vladavini prava. Samo malo drugače razumejo in jaz mislim, da je pa najslabše, kar lahko naredimo, je pa to, da bi v tej dramatični situaciji, ko ljudje umirajo tu in tam in ko je vse tako tragično, pa mi rečemo, ne boste dobili pomoč, da se iz tega izvlečete, če ne boste pridni. Pa presneta reč, mislim, da bi v tem primeru celo slovenski narod malo pokazal zobe. Se oproščam, ampak to, kar ste mi rekli, se tako rekoč v celoti strinjam, gre za to, da to ohranimo našim zanancem, vladavino prava. Tudi takrat, ko bodo mogoče na svetu najmočnejši Kitajci, najbolj vplivni, vladavina prava v njihovih glavah
pa ne vem, kako daleč seže. Hvala lepa, profesor Petrič. Vsi ste bili zelo pridni. Ura je 4 in zato imamo zdaj še nekaj časa, da odgovorimo na par vprašanj, ki nam jih je zastavila naša publika. Vprašanja so pa izjemno zanimiva, so pa različna in bom skušal nekako pogrupirati. Eno vprašanje je, kaj pravzaprav pomeni, ne? Zdaj, kolegica pravi, na Madžarskem je vendarle bil Orban večkrat zapored izvoljen z dvotretjinsko demokratično večino. Ali ne bi takšno sankcioniranje takšnega režima zaradi domnevnih kršitev vladavine prava poseglo tudi v demokratično voljo takšnih ljudi, v demokratično voljo teh ljudi, torej Madžark in Madžarov, in s tem nekako sankcioniralo madžarsko demokracijo? To je eno vprašanje. To mogoče za vas, profesor Rupel, lahko pa se vsi dotaknete vsega na koncu. Drugo vprašanje, to bi bilo za vas neposredno, profesor Petrič, nanaša se na sedanji slovenski kontekst in problematiko imenovanja ljudi na najvišje tribunale, tako slovenske kot evropske. Če bi lahko malce pokomentirali, kako je tu z razmerjem med stroko in politiko, in kaj je dogajanje v Republiki Sloveniji, ko mislim, da že dvakrat zapored nismo nikogar izvolili, niti na Ustavno sodišče, niti na Splošno sodišče Evropske unije, pomeni z vidika ugleda te države, z vidika ugleda samih institucij in kandidatov, ki so bili tako potrošeni. Potem pa imamo eno vprašanje, ki je pa, tudi to bilo morda pa za Veroniko, no? Pogovarjali smo, torej, seveda, vladavina prava mora biti tudi nek realen, opremljiv pojem v resničnem življenju ljudi. In naš poslušalec ga zanima, kako to vladavino prava spraviti v zavest ljudi. Drugega poslušalca pa zanima, katera institucija, bodisi v državi, bodisi v današnjem svetu, bi bila pa poklicana k temu, da se krepi vrednota spoštovanja, vrednote medsebojnega spoštovanja, ki je pa tudi temeljni pogoj civilnosti in ki je v bistvu predpostavka vsakršne vladavine prava. Torej, pogovarjamo se na eni strani o zavesti civilnosti, ki je potrebna za vladavino prava, na drugi strani se pogovarjamo torej o problemu, kaj zdaj storiti, če smemo sploh sankcionirati nekoga, ki se ne drži vladavine prava, če ima pa doma ustavno večino, ki ga tako rekoč legitimira, da počne, kar hoče. In tretje, res konkretno vprašanje, kaj je zdaj slovensko stvarnostjo v zvezi z imenovanjem ljudi na najpomembnejše sodniške položaje, tako doma kot v tujini. Ta 3 vprašanja, z njimi bi tudi sklenili, kdo bi želel prvi. Morda, če gremo, kar ponovimo isti krog, najprej profesor Rupel, potem profesor Fikfakova in nazadnje še profesor Petrič. Hvala lepa, profesor Avbelj. Zdaj, jaz nisem poznavalec vseh podrobnosti madžarske, bodisi pravne, bodisi politične situacije, ampak vtis imam seveda, da se Madžarska ukvarja z mnogimi problemi in rešuje mnoge probleme, ki so enaki kot pri nas. Da bi bilo morda pri nas potrebno tudi marsikatero stvar rešiti na podoben način, kot jo rešujejo na Madžarskem, samo da je na Madžarskem očitno volilni sistem, so razmere pač takšne, da ima vlada nekoliko več pooblastil, oziroma da je te probleme lažje reševati. Pri nas je v bistvu to je en začaran krog. Imamo neko situacijo, v kateri jaz sem že to večkrat računal, 4/5 časa po letu 1990 pojavljajo na vodilnih položajih v tej državi predstavniki tako imenovane levice oziroma levih strank in seveda blokirajo tiste reforme oziroma tiste poteze, tiste spremembe,
ki recimo izhajajo iz samega začetka slovenske neodvisnosti, pa tudi ustavnosti in tako naprej. Imamo tukaj eno precejšno blokado, zaradi tega sem jaz v začetku govoril o Robertu Dalu in o njegovi viziji demokracije kot sistema, kjer so omogočena, da tako rečem, pogajanja med sprtimi stranmi brez škode. To je seveda pri nas en velik problem, ker se pri nas nasprotne strani izključujejo in se pač izkrije vse mogoče sovražnosti in tako naprej. Drugo vprašanje je, ali so te volitve, ki so jih imeli na Madžarskem in ki so prinesle takšno veliko večino, poštene ali ne, in jaz nimam nobenega podatka o tem, da te volitve ne bile poštene. Že spet se mi zdi, da je en kup enih argumentov, ki govorijo prav madžarski v prid. Toliko. Hvala lepa, profesor Rupel. Veronika, prosim. Ja, najlepša hvala. Zapravo, vprašanje je bilo o tem, kako vladavino prava spraviti v zavest ljudi in katere institucije bi to naredile. Jaz mislim, da je prva stvar, da pogovori, ki jih imamo in diskusije, ki jih sedaj imamo, da so na nek način dobra stvar, ker ljudje zdaj začenjajo govoriti o vladavini prava. Kar bi rada videla, mogoče malo bolje, da bi bile te razprave mogoče malo bolj strpne in da si začnemo prisluhniti drug drugemu, tako o definiciji, kot o temu, kaj razumemo. Se pravi, da bi prišlo do tega medsebojnega spoštovanja. Bi pa poudarila to, da ne gre samo za izobraževanje ljudi o tej ideji, o konceptu vladavine prava, ampak da je eden zelo pomembnih, se pravi, odnosov med samimi sodniki. In tukaj govorimo o odnosu mednarodnih sodišč, mednarodnih sodnikov do domačih sodnikov, kot tudi znotraj same države. Ti dialogi obstajajo in jaz mislim, da se vedno bolj krepijo, zaradi tega, ker v bistvu vladavina prava se tiče tega, da so institucije sodišč pod napadom. To pomeni, da se morajo sodniki po Evropi med sabo povezati in da se to že dogaja, da prihaja do izobraževanj, prihaja do obiskov medsebojnih, prihaja tudi do izmenjave tega, kako se isti problem lahko v različnih državah, kako se mu pristopi. In jaz mislim na ta način preko dialoga, da to tudi potem pride v zavest ljudi, ki o tem odločajo in da to pomaga pri samem odločanju. Tako da to bi rekla. Hvala lepa, Veronika. Pa še profesor Petrič. Spoštovani kolega profesor Avbelj, čisto na kratko. Prvo, mislim, globoko se strinjam s tem, da so te razprave seveda še kako potrebne, ne? Mene, kar je recimo tudi pri teh parlamentarnih razpravah v Evropskem parlamentu in tako naprej motilo, je to, da pravzaprav nekako že postaja sinonim za vse narobe v zvezi z vladavino prava in Madžarska pa Poljska. Kar ni res, ne. Imajo oni probleme, številne in tako naprej, ne bom se zdaj spuščal v to, zakaj so oni tako izpostavljeni, ampak vzemimo eno Romunijo, članico EU, malce poznam, kako tam izgleda, vzemimo eno Bolgarijo, da ne govorimo o kandidatkah in tako naprej, ne? Ampak gotovo neka razprava, brez kazanja s prstom in to, kar zmeram na ene in iste, je še kako pomembna. Absolutno, da bomo razumeli vsi skupaj, predvsem pa tisti, ki odločajo, kako važna je ta vladavina prava. In včasih ne razumejo. Ne razumejo včasih tudi pri tem, in zdaj prihajam na tole vprašanje, ki ste mi ga zastavili, ko gre za to, ko se na odločilne funkcije vrhovnih, ustavnih in tako naprej sodišč volijo osebe, ki bodo tako kot stebri varuhi vladavine prava. Presneta reč, tudi pri nas. Mogoče bo treba res malce se o tem pogovarjati, tudi na strokovni ravni, in na koncu to še eno besedo rekel, ko zgleda vedno bolj prevladuje to, ali je naš, ali je njihov. Mene večkrat vprašujejo, koga dobrega je treba podpirati. Za nas in za one, kamorkoli se že kdo prišteva. Če hočemo imeti neko državo z vladavino prava, rabimo na teh mestih ljudi, ne ki so naši, ampak ki so pravi, dobri, ugledni, strokovno in predvsem
cenjeni kolega, gotovo se strinjava o tem, neodvisni. Neodvisni. Ki tudi širše gledajo, ker so formirane osebnosti. Tu se včasih, se mi zdi, v vrsti teh držav, in o tem sem se pogovarjal z svojimi kolegi, ko sem bil predsednik Ustavnega sodišča, so imeli podobne probleme, pa ne samo na Madžarskem, tudi druge. Pravzaprav ta tendenca v teh, recimo, mladih demokracijah, važno je, da je tam naš človek. Vse on bo tako potem glasoval za našo stvar. Narobe, totalno narobe. Teh obremenitev, se mi zdi, zahodne demokracije več nimajo. Zadnje, kar sem hotel reči. Te naši problemi pred organi v Evropski uniji, ko so naši kandidati bili neuspešni, jaz ne mislim, da je to kakšna sramota. Ni. Tudi kandidati iz drugih držav imajo podobne težave. Res gre tu za neka prizadevanja in sam sem bil 2 mandata, 6 let, član nekega telesa pri Mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu. 9 nas je bilo, jaz sem bil edini iz vzhodne Evrope, Advisory Committee on Nominations, ki smo dajali državam nekakšna, bi rekel, prikrita mnenja, kdo od kandidatov bo primeren in kdo ne bo primeren za to funkcijo. Kajti dogajalo se je to, da so nekatere afriške pa azijske države pa tako naprej predlagale za sodnike tega Mednarodnega stalnega kazenskega sodišča v Hagu res kandidate, ob katerih si lahko, in kandidatke, o katerih si lahko marsikaj mislil. Tako da to je nekakšen napor, ki poteka, se mi zdi, tudi pri tem Evropskem sodišču, dobiti tam res kvalitetne ljudi, ampak mislim, da te odločitve, ki so tam bile, glede 2 naših kandidatov, ne diskvalificirajo naša kandidata. Narobe, mi smo izbrali dobro kandidata, ampak pač na tistem zaslišanju, na tistem pogovoru, recimo, nista uspela. Za konec predlagam, gospod rektor, da mogoče naredimo ob eni priložnosti debato o problemu vladavine prave pri nas. Prav v teh razsežnostih. Saj na vse zadnje, poglejte, imamo tudi mi številne probleme, trudimo se, imamo vladavino prava, gotovo jo imamo jo vsekakor v naših temeljnih aktih, ustava in tako naprej, uveljavljajo počasi tudi v življenje, ampak problemi so pa veliki. In prej bom rekel, smo na začetku poti, konca te poti pa sploh nikoli ni. Da bi rekli, kjerkoli v državi, pri nas je vse perfektno z vladavino prava, take države pa nikjer ne poznam. Hvala lepa, profesor Petrič, hvala lepa, profesorica Fikfak, hvala lepa, profesor Rupel, profesor Jambrek se je že prečasno poslovil. Za to izjemno dobro debato. Prav gotovo je bila to debata neodvisnih, razdelanih, zgrajenih, samostojnih osebnosti. Tudi zato se še zdaleč vsi skupaj nismo o vsem skupaj strinjali in to je tudi tisto, kar napravlja to debato zanimivo in nenazadnje je to tisto, kar napravlja naše življenje zanimivo. In zato je tudi ena temeljnih zadev, ki tvori demokracijo, kot je izrazil tudi profesor Rupel, ta poliarhija, ta pluralnost, za katero imamo demokracijo, da lahko to pluralnost civilizirano živimo. Da je pa lahko to pluralnost civilizirano živeli, pa seveda moramo imeti neka skupna pravila, ki se jih je treba držati. Ta pravila smo skozi zgodovino poimenovali vladavina prava. In ko skušam svojim študentom povedati, kaj vladavina prava je, uporabim metaforo, za katero sem ugotovil, da jo uporabljajo tudi drugi, tako da niti ni to moja ideja, se mi zdi posrečena, da najbolje na vladavino prava, na tekmo vladavine prava gledati kot skozi nogometno metaforo. Predstavljate si, na eni strani igra levica, na drugi strani igra desnica in da bi bila ta tekma poštena in nenazadnje zato, da bi bila za nas kot gledalce sploh zanimiva, moramo spoštovati tista pravila, ki napravljajo nogomet sploh za nogomet. Če pa dovolimo,
bodi si levici, bodi si desnici, da si postavi svoje sodnike, da ima vse 4 sodnike, da se dogovorimo še, da bo imela levica 15 igralcev, desnica pa samo ustrezno manj, potem pa pač to bo še vedno neka igra, ta igra se bo še vedno igrala po nekih pravilih, vendar ta igra ne bo več nogomet, ne bo več pošten nogomet in tudi nihče izmed nas kot gledalcev je ne bo gledal. Tako da pri tem moramo vztrajati, še si želimo igrati ustavno-pravnega nogometa, še bomo imeli ustavne debate. Za danes se vam res zahvaljujem, če se osebno več ne vidimo v prihodnjih dneh, vam že zdaj želim lepe praznike in vse dobro, še enkrat pa vsem skupaj hvala za sodelovanje. Nasvidenje, lepo se imejte. Hvala.